Pravzaprav se vaše to tako delo začenja že pred mnogimi leti. Vi ste najprej že kot študent bili profesor na osnovni in srednji šoli, učitelj fizike, ampak ste takrat ugotovili, da to nekako ni za vas? Ja, imel sem to srečo, da sem zelo hitro začel delati to, za kar sem se šolal. Že v bistvu v začetku drugega leta študija, se pravi pri 19, so v eni osnovni šoli potrebovali učitelja fizike za nadomeščanje, šlo je samo za 4 ure. In potem sem tam v tem poklicu oziroma kar ostal ves čas študija, se pravi 3 leta v osnovni šoli in 3 leta v srednji šoli. In s tem sem pravzaprav dobil izkušnjo, da za to, kar se šolam, jaz tega v življenju ne bi rad počel. Oziroma, poklic mi je bil okej, ampak sistem, ki pa je bil takrat v Sloveniji, pa mi nekako ni odgovarjal. In zato nisem iskal izgovorov, kako nekaj ne gre, ampak zelo hitro odšel na svoje. In v bistvu, seveda sem sam se vprašal, kaj pa bi jaz počel, drugega kot to, za kar sem se šolal. In potem sem v bistvu pogledal, kaj je pravzaprav meni v tistem trenutku pedagoška fakulteta dala ne samo znanja fizike. Jaz sem videl, da znam delati voditi množico ali pa več ljudi različnih karakterov in posredovati znanje, ki še ga nimajo, neke retorične oziroma, bom rekel, te vodstvene in govorniške stvari, tako da sem v bistvu pravzaprav videl, da ena pedagoška fakulteta da dosti več za en management, kot pa mogoče za poučevanje v tistih najmlajših. No in z tega sem potem oblikoval en svoj produkt, jaz sem ga takrat imenoval krizno vodenje, in začel sodelovati z nekaterimi podjetji, najprej na optimizaciji poslovnih procesov, najprej sem to delal kot fizik, potem pa sem to znanje začel dodajati še vse ostale pedagoške veščine in tako pravzaprav so me začeli sami stranke poimenovati podjetniški svetovalec. Videl sem, da ni težava v procesih pa v organizaciji, to, kar sem prvo hotel nekako popravljati, ampak da je v načinu razumevanja, v karakterju, in to me je potem pripeljalo do študija psihoterapije oziroma psihologije. In tako sem po 9 letih postal psihoterapevt, seveda ne klasičen, da nekdo pride k meni na kavč, pa se pogovarja, čeprav tudi to počnem zadnjih 15 let, ampak v bistvu šlo je pač za neko delovno terapijo, da sem skupaj z posamezniki začel spreminjati njihove delovne navade, posledično procese in reševati podjetja ali pa družine iz različnih kriz. Bom preskočila kar na konec. Na konec, ko je bilo že znano, da niste dobili Nobelovo nagrado, ampak že to, da ste bili nominirani za tako prestižno nagrado, zelo veliko govori o vašem delu, o vašem karakterju, o vaših ambicijah navsezadnje. Pa bom tako vprašala, preden greva še globlje, kako razočarani ste bili, ker pač niste dobili Nobelove nagrade? Ja, mogoče zdaj že ta tišina kaj dosti pove, ne. Malo ste pa le pričakovali verjetno, ne? Ja, sem. Ja, v bistvu poanta je bila v tem, da ko v bistvu dobiš navodila, ko si nominiran, so rekli, ja, 1 uro prej pokličemo, preden bo šlo to v javnost. In glede na to, da je bil zamik tega, da tudi podelitve oziroma razglasitve, sem vseeno nekako bil potem še v tistem pričakovanju, kaj če se pa res zdaj to zgodilo. Tako da ravno dušen nisem bil. Tudi fejst razočaran pa ne, ker je, ker sem v bistvu v zadnjem mesecu ali pa 2 na raznih gostovanjih, kjer sem pravzaprav vse slišal, kaj so povedali o meni ali pa že kako te pravzaprav sprejmejo, ko si samo v tem ožjem krogu, je že to v bistvu en taki, zelo težko opisati te občutke ali pa pokazati te stvari.
je že to ena čisto druga dimenzija. Ne. V bistvu imaš naenkrat občutek, kot da si neki rockstar v znanosti, ker ne vem, na zadnji konferenci v Dubaju so ljudje v vrsti stali, da so lahko se slikali z mano. In so rekli, ja, ko boste objavljeni, potem bomo pa, mislim, če zmagate, bomo se pa lahko z vami hvalili. Ja, sej samo pravzaprav po sebi že govori to dejstvo v slovenskem prostoru, zdaj bova prešla na naš prostor, na vašo na najino domovino, kako zelo pravzaprav rezervirano je bilo to poročanje, skoraj se ni dalo prebrati, da ste med nominiranci, kar bi moralo biti vsem nam v velik ponos. Koliko ljudi pa je pravzaprav 3 na prste, ene roke pa še ostane, ne, je Slovencev, ki so sploh bili nominirani za Nobelovo nagrado, torej bi morali biti jako ponosni na vas. Je zdaj v bistvu take uradne nominacije se nikoli ne ve, kdo je bil nominiran. Ne, lahko da je bilo dosti več Slovencev v preteklosti in tudi zdaj, za kakšne stvari. Pri meni je šlo, mislim zdaj letos pa vemo, da smo bili 3 nominirani, se pravi mir, literatura pa ekonomija. Gre pa predvsem to, da je pač tam, kjer delam in vsi tisti, ki so hoteli, da je to moje delo malo bolj prepoznavno, so tudi na nek način, bom rekel, pripomogli temu, da je šlo malo več v medije, ne. V tujini je bilo tega kar zaznati, pri nas pa nisem niti toliko spremljal, niti sam iniciiral, da bi to se pač o tem govorilo, no, ker sem imel ves čas občutek, kot da okolica, iz katere izhajam, pravzaprav ne verjame v to, da se lahko kaj takega v Sloveniji dogaja. Tako okolje pač je. Greva k vašem delu. Najprej ta vaš orjaški opus, bom rekla, ne. 200 knjig ali še več, napisanih že, objavljenih že, to je, glede na vaš EMŠO, je to izjemno velika količina opravljenega dela. Ja, pri meni je pisanje neka logična posledica. Jaz sem začel pisati pri svojih 10 letih, ker sem to takrat jemal kot neko sproščanje. Pisal sem poezijo in prozo. V bistvu je bil to moj beg iz neke, bom rekel takrat, za mene kritične situacije doma, polno alkohola in nasilja. In potem sem to, če lahko rečem temu, rutino pisanja do danes, prej 36 let že to vzdržujem, in to jemljem pisanje kot neke vrste notranje čiščenje. Tako kot si gremo vsako večer pod tuš ali pa se umijemo, tako jaz to vzamem, kot da se psihološko očistim ali pa si umijem svoj ne. In zdaj, če to počnem 36 let, se teh tekstov nabralo ogromno. In potem sem jaz v nekih letih nazaj začel te tekste urejati oziroma pošiljati različnim urednikom, organizirati pač neki pregled, ne, na kar sem potem začel to objavljati, nekaj v elektronski obliki, nekaj v tiskani, nekaj v zvočni, tako da je danes objavljenih stvari 399. Grozovito. Torej terapija. Ampak vendarle, tisto, po čemer vas pa širša, bi rekla, javnost pozna, je pa ta vaš dinamični model. Prej ste že načeli in napeljevali na to, da bi se pogovarjala o tem, kakšen način vodenja je potreben v sodobnem svetu in ta vaš pravzaprav drugačen, popolnoma drugačna svetovna ureditev ekonomska. Zdaj nekako je logično, da je nekdo prišel do tega, to ste pač govoriva torej o vas, o vašem delu, glede na to, da se svetovni red, ta kapitalizem se je nekako izčrpal, izpel, socializem je pokazal svoje, neka tretja opcija pa pravzaprav do zdaj nekako ni bila prepoznana. Kakšne so torej konture tega vašega te nove ureditve? Jaz sem predvsem izhajal iz tega, ker nisem bil zadovoljen v okolju, v katerem živim. Predvsem se mi je zdelo, kot da je vse skupaj izkoriščanje. Midva z Vlastom Nussdorfer sva že leta 2005 začela z
enim projektom celovito reševanje nasilnih dejanj, ampak to ni bilo, jaz tega nasilja nisem jemal kot tisto fizično nasilje, ali pa kar ga pač mi smatramo nasilje kot starši nad otroci, ne, ali pa moški nad ženskami, ampak ker sem se že takrat ukvarjal z kriznim vodenjem oziroma optimizacijo delovnih procesov, sem pravzaprav videl, koliko stvari podvajamo ali pa delamo samo zaradi tega, da se dela. Spravi, moraš biti 8 ur v službi, tudi če imaš za 1 uro dela. In za mene je bilo že takrat to nasilje nad zaposlenimi. In potem seveda sem ves čas iskal neke rešitve, kako to spremeniti, ne. Takrat sem seveda gledal samo znotraj podjetja, ker je bil pač tvoj fokus, ampak kasneje sem pa to na nek način rekel, da pa v osnovi mora biti pa cela družba tako naravnana, ker če ne samo en segment nam nič ne pomaga. In tu, ker pa sem v bistvu v osnovi študiral fiziko, ne, in sem se ves čas k temu tudi vračal, mi je potem vse skupaj postalo logično, oziroma, da jaz to, kar razmišljam, kako bi naj družba delovala, je v bistvu popolnoma enako, kot deluje narava. In zato se mi je zdelo tu logično, da mi lahko vodimo družbo, podjetja, sami sebe, družino, delujemo dejansko, kot deluje narava, saj smo del te celote. In z tega je potem začel nastajati ta dinamični model vodenja. Že, ampak zdaj tukaj mi ne gre skupaj nov model vodenja, ampak s starimi vzorci razmišljanja, starimi vzorci obnašanja, na kakšne načine zdaj lahko nekdo, ki je lider, vodja, kjerkoli že, ali v družini ali v podjetju, vodi na nov način s starim načinom razmišljanja? Ne more. In tu sem pa v bistvu potem ta znanja psihoterapije začel vklapljati, ne, kako naj začne ljudi drugače razmišljati. In seveda nisem se jaz mogel postaviti vlogo, ne, da zdaj mora imeti vsak človek svojega psihoterapevta, da mu pomaga drugače razmišljati, tako kot danes bi bilo najboljše, da ima vsak svojega policaja, pa vsak svojega zdravnika, ne. Šli smo že skoraj da v ta ekstrem. In potem sem iskal način, kako v bistvu neko delo drugače organizirati, zato da se začnejo spreminjati naše navade. Se pravi, zelo dobro sem raziskal človekovo podzavest, kaj je tisto, kar nas sploh nam onemogoča ali pa omogoča takšen način življenja, ne. In v bistvu v osnovi vidiš, da je temelj, vse skupaj se začne nekje pri rojstvu. Se pravi, rodimo se z nekim potencialom, ki bo tisti, ki nas bo peljal skozi življenje, ne. Res pa je, da ta potencial nekje v prvih 6 letih odraščanja potrebuje dovoljenje, ali lahko to živi ali ne. Temu rečemo, ne, lahko živiš to, kar čutiš, ali živiš to, kar potem drugi. No, in potem... To je vzgoja najbrž, ne? In ta vzgoja je vzgled. Se pravi, če ljudje okoli nas živijo to, kar čutijo, govorimo o naših starših ali pa tam, kjer odraščamo, ne, ta potencial opazuje, ne, ali oni živijo to, kar čutijo, potem pomeni, da ta naš potencial bo tudi to zaživel. Vkolikor ne, dobimo prepoved in se začne snemati film iz okolice, temu mi rečemo, da ego, ne, in seveda, če pridejo ta film, življenjski scenarij od zunaj, bomo mi vedno živeli tako, da iščemo potrditev od zunaj, ne, in pomeni... Posnemanje po liniji najmanjšega odpora najbrž. Potem je to osnova za manipuliranje in vodenje, tako kot drugi rečejo, ne. Če pa živimo to, kar mi čutimo, potem pa smo samo svoji in ne rabimo zunanje potrditve, ne. In to je bila v bistvu osnova, na kateri sem jaz potem začel graditi, ne. To pomeni, da mora biti vodja tisti, ki daje drugi vzgled, ne, in tako se bo tudi v bistvu kolektiv začel spreminjati. In sem najprej naredil te prve korake, kako naj vodja sploh začne spreminjati samega sebe skozi delovni proces po organizacijo dneva, in to potem počasi prenese na organizacijo podjetja, na zaposlene preko komunikacije.
in na koncu se delovanje zaokroži v obliki ene projektne pisarne, kajti projektni način dela je pravzaprav čisto naravni način dela. Banalno, če pogledamo samo en dan, imamo jutro kot nek začetek, dan, kjer se pač vse skupaj izvaja in potem večer kot neko zaključevanje, kar so pač osnovni koraki projektnega vodenja in potem noč kot spanje oziroma kot pauza. No in to, ko sem vse te od psihologije, ekonomije, fizike združil pod eno streho, je nastal en taki celovit model od osebne organizacije do vodenja države. In koliko teh uporabnikov, bomo rekli, oziroma teh takih ljudi, ki ste jim ta svoj model že razkrili oziroma jih prevzgojili, če smem temu tako reči, je in ali so rezultati pričakovani? Ja, sej, v bistvu jaz sem začel že to pred 22 leti na nek način delati, pa se tega nisem se zavedal, kaj delam, ne. Ampak potem pa enih 10 letih so me pa vseeno vprašali, kaj ti delaš, kaj je tvoj produkt? In z tega se je potem začel razvijati ta dinamični model vodenja, tudi malo bolj strukturirano, ko sem začel popisovati to, kar v bistvu v osnovi jaz delam, ne. In skozi ta proces je šlo že več kot 1000 podjetij po celem svetu. Res pa je, da smo mogoče z 10% prišli do konca. Zato, ker je proces spreminjanja samega sebe je v osnovi zelo naporen. Ker se ljudje zelo želimo si sprememb, ampak za to nekaj narediti pa nismo ravno, bom rekel, nimamo te energije, da bi teh zadnjih 5 korakov tudi naredili, ne. Tako da v bistvu v posameznih državah ali pa predvsem podjetjih v tujini se to kar pozna. Pa nekaj tudi slovenskih uspešnih podjetij, ki so bili prej polnih medijev, danes so se pa posamezniki umaknili zaradi tega, ker več ne rabijo te publicitete, ne, in živijo čisto neko drugo življenje, to, kar v resnici sami čutijo v sebi globoko, ne več to, kar so drugi od njih pričakovali. Kaj je potem cilj takega prevzgojenega liderja, podjetja, to, da ne producira več nekega dohodka oziroma poslovnega rezultata? Ne, cilj je to, da je on notranjo miren. In podjetje, da predvsem raste po naravni poti. To pomeni, če gledamo en gozd, je normalen prirast od 3 do 8% na leto, pod pogojem, da je za približno taki procent nekje znotraj, bom rekel, poiskal notranje rezerve, se pravi, se počisto, da lahko zdravo raste, ne. In na isti način bi naj podjetja tudi rastla, se pravi, z notranjimi zmanjševanjem ali pa optimiranjem notranjih procesov. In pri tem, bom rekel, gre za neko naravno organsko rast, ne, medtem ko posameznik pa najde tisti svoj, kdo on v resnici je. Zdaj to ne pomeni, da se vsi podjetniki ali pa lastniki umikajo nekam nazaj, ne. Nekateri še bolj stopijo v ospredje, zato ker vidijo, da to tisto, kar v resnici radi počnejo ali pa kaj imajo v sebi. Tako da o nekem, bom rekel, skupnem cilju, ne, kaj je cilj tega dinamičnega modela, težko rečem z eno besedo, lahko pa samo rečem to, da ljudje najdejo tisti notranji mir, zaradi katerega ni treba hoditi v Indijo ali pa okoli sveta, ampak je dovolj, da ga poiščejo sami sebi. Torej na osebni ravni tudi verjetno, ne, temeljite spremembe človeka najbrž, ne? Ja, ampak se ravno zato, ne, če ne naredimo osebne spremembe, potem ne moremo narediti ostalih sprememb. Ker vedno je ta materialni svet odsev naše notranjosti. In tako situacijo, ko, ne vem, če danes pogledate v Sloveniji, to je v bistvu pravzaprav odraz stanja duha, ne aktualne politike, ampak odraz ljudi, kateri živijo v Sloveniji. Takšni smo, ker vedno mi reflektiramo to, kar se dogaja okoli nas, ne. Zato, da če v bistvu
krivimo vse tiste, ki so okoli nas ali pa na vodstvu, v bistvu v osnovi govorimo sami proti sebi. No in tu sem, če se vrnemo nazaj k delu na sebi, ne, tu sem naredil proces, kako to postopoma začeti spreminjati, ne da pri tem doživimo prevelik šok. In seveda gre za to, da upoštevamo 4 svoje komponente, ne, da se začnemo malo več z športom ukvarjati, ampak ne preveč, ne, ker eni odidejo v ekstreme, ne. Ker v bistvu za psihološko spreminjanje ali pa osebna transformacija je vedno zelo naporen psihološki moment. To pa v bistvu pomeni, da mora biti naše telo pripravljeno na to. Se pravi, možgani, ker večinoma stvari teče v naši glavi, pomeni, da rabijo možgani dovolj kisika pa zdravo kri. To pa v bistvu dobimo z zdravo prehrano, ne, oziroma kvalitetno hrano in z dovolj telesnega gibanja. Potem je naš intelekt, se pravi, sami možgani rabijo neko drugo aktivnost, ne samo s tisto, s katero se skozi cel dan ukvarjamo. Tako da včasih priporočam, da nekdo začne študirati ali pa brati čisto druge knjige, ali pa igra videoigrice, ali pač kakorkoli, nekaj drugače kot to, kar počne čez dan. Potem so naša čustva, katere moramo tudi zadovoljiti, ampak čustva niso ljubezen, romantika, umetnost, to, kar mi večini mislimo, ampak je predvsem zabava. Se pravi, da to, kar počnemo na tisti naš zabaven način, da je nam ok, in na koncu je ta naša duša. To pomeni, da se vsaj za 15 minut moramo umakniti sami sabo, če le možno, zato da se v bistvu pogovorimo, kaj mi pričakujemo od določenega dneva. In če to enakomerno razpostavimo v 10 dneh, pomeni, da smo začeli delati si osnove za ta notranji mir, ker pomeni, da ves čas gradimo na nekem ravnovesju. Ker v resnici, ne, notranji mir ni nič drugega kot samo ravnovesje med vsemi temi 4 komponentami. Seveda pot do tega je pa tak, da veliko kar svetujem, najprej začnite dan tak, da naredite sestanek sami s sabo, kaj sploh želite od tega dneva, ne? In potem ta sestanek ponovite konec dneva, da vidite, ali so ti vaši osebni cilji sploh bili izvedeni. Če ne, potem začnemo razmišljati, kaj je tisto, kar nas je skozi dan pripeljalo do ali pozitivnega ali pa negativnega počutja, ne. In skozi to samo analizo, možgani so vedno naravnani tako, da sami začnejo iskati rešitev, ne, tako da v bistvu lahko sami sebi pomagamo. Še prej pa v bistvu posamezniku priporočam, da ker je v bistvu ta, bom rekel, svet, v katerem živimo, je na nek način hrana za naš ego oziroma te naše vsakodnevne navade, zakaj ne moramo mi stvari potem spreminjati, ne. In je potem treba, če le možno, spremeniti, ne vem, postavitev pohištva, barve na steni, pot v službo naredimo po drugi poti, zato da več temu, bom rekel, našim vzorcem, ali pa tako ste rekli, starim vzorcem, ne dajemo več te psihološke hrane. To je prva stvar, se pravi, da začnemo stradati te psihološke vzorce, ki nam kreirajo vsak dan, v katerem smo v osnovi nezadovoljni. To sem zdaj malo tak za začetek cele zgodbe povedal. Ja, zdaj ljudje so pa nagnjeni zlasti zadnje čase, zadnja leta, k tem bližnjicam, k tem pregreham, bi rekla, ne. Skoči malo na Facebook, pa se mu v bistvu tudi če si naredi nek dnevni plan, kaj bo pa danes počel, kaj bi pa danes dosegel, ne, saj bom pa jutri, ne. Verjetno, da je to tisto zelo značilno, ne, za večino ljudi. Ta osebna disciplina je težko jo je pravzaprav vsaj v začetku doseči, ne. Ja, ampak tu gre lahko za 2 ekstrema, ne. Če gledamo pregovor, kar ne moreš, kar lahko storiš danes, naredi zdaj, ne prelagaj na jutri. Veliko ljudi, ko temu rečemo, da so deloholiki, ne, se pravi, da si polnijo stvari, čim več narediti, ne. Imamo pa druge ekstreme, ko pa, ja, kar ne moreš narediti danes,
prestavi na Pa YouTube. tudi jutri ne boš, ne? Ja, ali pač nekaj v tem smislu, ne, ampak tu gre ravno za ta dva ekstrema, ko ljudje v bistvu v osnovi bežijo sami od sebe. In jaz eno tako vajo v začetku priporočam, ki ne vzame dosti časa, ne, da si posamezniki na telefonu nastavijo 3 do 5 alarmov in ko zazvoni, da sami sebe vprašajo, kdo sem in kaj čutim, brez da si dajo odgovore. In na ta način začnejo sami sebe podzavestno na nek način reprogramirati, ne, da se začne k sebi obračati, ker ti občutki, kaj sem v bistvu pravzaprav pri ljudeh ugotovil, da ljudje sploh ne znamo čutiti. Mi smo kot roboti, pa ne pustimo zdaj televizija, Facebook, pa to, da nas to na nek način programira. Ampak mi že v štartu, ko se rodimo, ko začnemo opazovati vse ljudi okoli sebe, kako živijo, spravi, ko mi blokiramo svoj potencial, pomeni, da mi tudi druga čustva prenašamo. In mi v resnici, ko imamo občutek, da čutimo veselje, žalost, bolečino, to niso naša čustva, to so čustva drugih. In tu jaz hočem vsakega posameznika ne pripeljati do tega, da kdo on v osnovi je, kaj čutiš, kaj si želiš, ali res živiš v svetu ali pa v okolici, ki je tebi pri srcu. Do tega spoznanja želim v bistvu posameznika pripeljati, zato ker šele potem lahko začnemo razvijati svoj pravi potencial, ne? In potem to pomeni avtomatsko rušenje starih navad, vzorcev. In seveda je pa ta proces, ko začnemo s tem, vsakega opozorim, ne, da ni to tako enostavno, zaradi tega, ker se bojo menjali ljudje okoli nas, življenjske navade, ne, zelo je lahko vse drugače. Čeprav pa to ne pomeni, da se poruši stari svet, ne. Ne vem, nekateri kupujejo dobre avte zaradi tega, da se pokažejo, ne. Potem pa to ne pomeni, da bo avto menjal, ne, ampak bo samo na ta avto pogledal, kupil sem si varno, udobno ali pa kvalitetno prevozno sredstvo. Gre za v bistvu spreminjanje pogledov, ne. To je v bistvu osnova cele zgodbe. Se vi tudi vsak dan sprašujete, kaj hočem, kaj želim, ali vam tega ni treba? Ne, to je v bistvu zgodba, ko jo moraš vsak dan ponavljati, tako kot pač vsak dan moramo jesti, zato da v bistvu dan preživiš, ne. Vzameš si te stvari kot nekaj samoumevnega na koncu, ne, mislim samoumevnega, kot tista dnevna rutina, zato da sam sebe postavim v bistvu vedno na prvo mesto. Čeprav vedno ni mogoče, ne, ampak to, da sam sebe ne dam na prvo mesto, se to v bistvu, bom rekel, odločim za neko pot, ne. Predvsem v teh dneh, ko je treba veliko potovati, zaradi covida so še težja potovanja, zaradi vseh testiranj, vse gre počasneje, poti so daljše in v takem primeru pač sebe postavim v drugi plan in rečem, okej, to mi je cilj, ne, to želim v bistvu doseči konec dneva, ne. Tudi, ker dostikrat greš fizično preko sebe. Ampak v osnovi, ne, je pa, če se vrnem nazaj kmalu k modelu, kaj je najbolj pomembno? Mi si v bistvu ves čas postavljamo na prvo mesto materialne cilje. To so materialnih ciljev, od kupiti si nekaj, doseči neki status, biti nekje, imeti toliko in toliko denarja, ne, in ti materialni cilji nas ubijajo, ne. In potem si dostikrat rečemo, moj osebni cilj pa je, pa spet naštevamo izobrazbo, kje bi živel, ne, ampak to so vse materialni cilji. V resnici je pa, ko rečem, da si trebamo najprej osebni cilj postaviti, ne, in mora poslovni cilj podpirati naš osebni cilj, pa pomeni samo to, da je osebni cilj je samo občutek. Kako se jaz želim počutiti konec dneva? In potem pogledam, ali se vsi ti materialni cilji, aktivnosti, ki jih jaz počnem čez dan, peljejo k tem mojemu občutku ali ne.
In to je poanta celega dinamičnega modela, da dam na prvo mesto svoje občutke, svoje potrebe in šele potem se vprašam, ali je ta materialni svet sploh mene podpira pri tem, kar si jaz v življenju želim. Zdaj bom pa še malo drugače vprašala. Poglejte, zdaj v situaciji covida tisti ljudje, ki so cepljeni, tisti ljudje, ki niso cepljeni, tisti, ki niso cepljeni, znajo, če tako na hitro povzamem to, kar vi zdaj, kar ste razložili, zelo dobro pravzaprav tisto svoje občutja, svoj prav pravzaprav uveljaviti. Meni pri vsem tem nekako manjka ta osebna odgovornost. Vendarle človek ni en samoten otoček sredi oceana, ampak je vendarle del družbe. Ta odgovornost do sebe in do drugih. Najprej do drugih, pa potem do sebe. Zdaj, če se na aktualno situacijo vseh teh, ki se na nek način upirajo proti cepljenju, ali pa če se na drugo stran postavim, jaz gledam to na ta način, da jaz, na primer, je za mene na nek način izguba časa, da moram iti, ne vem, na toaleto, da moram 3-krat na dan jesti, ali pa vsaj enkrat, da moram spati, ne. To je za mene vse nasilje nad mano, če gledam z tega vidika, ne. Ampak jaz moram pa to sprejeti, da moram vse to početi, če hočem živeti v skladu z naravo. In isto je bistvo cepljenja, ne. Mi smo del neke družbe. In cela družba je pač sprejela, da če hočemo preživeti, se moramo v bistvu cepiti. Tako da jaz to ne jemljem kot neko kratenje svobode ali pa nekaj nasilo, ampak je to pač samo eden od pogojev, ne, da se lahko v bistvu giblješ. Res je, da je pač organizacija pa komunikacija tega po celem svetu malo nerodna, ampak prvič so se nekateri znašli v takih situacijah in ne vejo, kako to javnosti predstaviti, zato ker mislim, da če bi bila komunikacija druga, tudi ne bi se takih stvari dogajalo, ko se dogajajo po svetu. In je v bistvu, ne vem, pač tisti, ki so že prej dosti potovali, so vedeli, da v posamezne države moraš biti cepljen proti malariji, kozam, ne vem, hepatitisu, B, C, D, ne. In nič ni to takšnega. Bilo zdaj pač je šlo to, ta virus je šel po celem svetu in je pač bilo treba to generalno zajeziti, če smo hteli v bistvu kot narod preživeti. In tu je v bistvu to odgovornost, pravzaprav ima odgovornost nekaj tistih temelj kot nagon preživetja. Se pravi, želim živeti. Ok, to pomeni, če želiš živeti, so taki in taki pogoji na tem svetu. Skratka, narava ima svoje zakonitosti, svoj red in tudi svoja ostra pravila, bi rekli, ne? Ja, v naravi ni demokracije. V naravi je samo ravnovesje. Tako da to, kar države mislijo neko demokracijo vzpostavljati, to ni naravni način. Odlično. Še bi lahko klepetala, za tokrat bova postavila piko. Jaz vam želim, da bo kmalu čez tistih 399, torej knjigica 400 bo verjetno zelo, zelo na hitro, ne? Ja, približno 15 knjig še je v tisto tik, preden gre v tiskarno, ravno kar včeraj iz tiskarne nemška nova knjiga. Ja, številka, mislim, sploh se ne obremenjujem številko, ampak po mojem bo šla blizu 500. Količina seveda prinese in ne prinese kvalitete. To sploh ni tako zelo pomembno. Vendarle za konec tega najinega pogovora sporočilo Slovencem. Saj ste že zelo veliko vmes povedali, ampak vendarle vas moram še vprašati posebej. Ne uporabljajte besede morda. To je beseda, ki nam jemlje čas v življenju. Vedno rečemo, bodimo odločni, ja ali pa ne. Res se lepo zahvalim za vaš čas, za vaše razmišljanje. Hvala vam.